Nogomet ni samo igra, je strast, so emocije, so zgodbe. Z Majkom jih bomo odkrivali. Z vsakim, ki sem se pogovarjal, ne pa Zari sem se pogovarjal, pa Čekigo mi je še, pa mislim, da tudi Mate je rekel pismo, da se prav rabim tako fajn premislil, da se spomnim, kaj se je dogajalo. Ne? Pa veš kaj, to ni niti stvar, kjer se ti vsak dan o tem pogovarjaš, če me razumeš, veš. Meni kar reče zakaj, ne vem, igraš fuzbal, pa se iskreno ti povem, zaradi fuzbala ga sigurno še posebej v neki tretji ligi ne igraš, ampak igraš zato, da lahko te zgodbice, pa to vse daš pol naprej tem fantom in pol doskrat me vprašajo, ne vem, te fante, ki se vsejamo po tekvi, daj še enkrat pove veš, kaj mi je bila dobra. Tako, veš, na ta način in pol, da veš, te zgodbice, vse to ostane. Fuzbal je pa itak veš, dokar je nekaj resenga, je to, veš, pol enkrat, to jaz igram za dušo, ne igram za to, da bom sebi, ne vem, naberal statistiko ali pa ne vem karkoli, veš, meni je pač tako, mi paše in to je to, ampak ta zgodbica pa ostane veš, ali igraš, ko si dober, ali pa takrat, ko igraš sam za rekreacijo, tako da. Pa te tam mlade fante to zanima? Ma zanima itak. Vse ti pravim, če znaš ti to dočarati, še posebej, veš, ko si pol, tam je drugače spet, si sproščen pa to. In ko ti to znaš dočarati, malo, ko poveš kakšno zanimivo itak. A še posebej to, prvo vprašanje je vedno, kako je te bilo, ko si šel tja, recimo. Ker, veš, sem ti že zadnjič rekel, ti rečeš ne vem, evo, lahko ti pomagam, pa bo šel v Španijo, tako kot sem jaz šel in pol, prvo, ko mu povem, za koliko denarja, drugo, ko mu povem, koliko je daleč, razumeš, pa katera liga je, nobene bo hotel iti, veš. In pol njega zanima, kako si pa ti šel, veš. Se pravi, noben ni pripravljen tako, ja. A veš, iz tega vidika reči, ok, bom naredil korak nazaj, pa da je to navednice, zato da bom mogoče lahko pol naredil dva naprej. Mislim, sigurno. Itak je tukaj problem, njim je lepo doma, veš. Aha, cona udobja. Tako, cona udobja in ti je, veš, težko iti iz tega. Oni bi pa vsi probali, ko se ti z njimi pogovarjaš, oni bi, takrat pa, ko je neki pola, veš, blizu oziroma karkoli, ko imaš neki, mogoče neko rešitev za njih, pol pa je že, ali je to, kar sem rekel, ali je premalo denarja, ali je daleč, karkoli, že najdejo razlog. Veš, tako da, ampak sam si me ti vprašal zadnjič, veš, kako nisi odnehal, vse to je to, veš. A misliš, da meni ni bilo težko, ali pa da meni ni bilo lepo doma, ja je, kaj. Pridem domov, vse skuhano, vse lepo opran, kaj. Veš, pa tam, ko si sam, veš, kar od enkrat ni nobenega okrog tebe, veš. Niti tako, veš, niti za kavico, kako bi rekel človek, Veš, ti greš z njimi, veš, ampak se ne počutiš, da si, mislim, še posebej na začetku, nisi ti, veš, ne pripadaš ti direkt takoj njim, veš, ti se moraš malo navaditi, morajo oni tebe malo začutiti, da te pol veš, nekdo povaja, ne. Tako da take stvari, ne vem. Jaz pa pri 18 grem v Španijo, ne znam ene besede, prijem tja, oni gledajo vame, kada ne vem kaj, gled tega, prišel je zdaj, nam kruh vzemati, veš, kada bom ne vem kaj, veš, ampak dobro, pol, ko se adaptiraš, veš, pol veš, greš dan, zadnji dan, veš, tam najstarejši igralec, rečemo tako, kaj je zdaj, jaz sem pa bil 18. In jaz vse z vsemi se pozdravim, a z njim sem bil najboljši, njega ni. Jaz gledam, kje je zdaj ta človek. Vidim njegovo ženo, nekaj vprašam po špansko, sem takrat že malo nekaj začel govoriti. In tako vidim njega tam za avtom, on kar joka. Veš, toliko mu je bilo žal, toliko so se navezala, pa niso bila, veš, on je res bil, v smislu veš, bil je tak, kaj je zdaj, ker sem starš, drugač gledam na vse skupaj. Tako je on mene gledal, po mojem je videl, gled tega tam avga, bogi, tam bori se neki, prišel je sem, veš, sam je bil, veš, in tako sem mu prirastel k srcu in nisem pričakoval tako od tazga človeka, kar da, veš, se bo kar zjokal, pa res je bila dobra. Veš, hočem ti reči tako, moraš tudi ti njim nekaj dati, veš, mislim, da te oni vzamejo pod svoje. Če si en tam, ki se ne moreš vklopiti v družbo, ki ne moreš, veš, pol ni to,
A si imel s tem težave, da si se vklopil? Glede na to, da si bil v toliko različnih klubih, v toliko različnih državah, si imel težave s tem, da si se vklopil? Nisem imel nikjer, iskreno. Je pa res, da sem, mogel včasih malo igrice igrati v smislu, se malo postavaš tako za sebe, da imaš pol nek gard, kjer oni vidijo, ta je pa tako malo, ni tako glih, da se bomo zajebali z njim. Mislim, ne zajebali v smislu, itak smo imeli dobro to, kaj je, dobro smo se razumeli, ampak v smislu tako, ko gre za res, da imajo nek respekt do tebe, razumeš, da nisi ti tam karen, z njim lahko delamo, kar hočemo, Tako da nisem imel iskreno, da nekih orang težav. Jaz te bom zdaj predstavil, kot reči, da ne bova preveč, se bi lahko tukaj še nadaljevala. Tvojo kariero bi lahko rekel, da je bila vse prej kot neka ravna črta, polna nekih izzivov, prelomnic, težav, s katerimi si se ti neverjetno dobro spopadel. Tako kot so se že prej pogovarjala, material za eno res dobro knjigo, ki jo čakamo. Pri Olimpiji sem imel občutek, da si bil igralec, ki ga niso navijači samo spremljali, ampak so dejansko stali za njim in v bistvu navijali zate tudi v tistih najtežjih trenutkih. Tako da, Dejan, hvala, ka si tukaj, mi da greva danes odkrivati zgodbe, ki jih ljudje še ne poznajo. Hvala tebi za povabilo, tako da upam, da bo zanimivo vse skupaj, kar bom povedal. Bomo. Čisto za začetek, veš, kaj si rekel, da knjiga, ne? Ti zdaj si zaključil kariero in če greš, pogledaš nazaj, in če moraš da bi izpostavil en moment ali pa en trenutek, en vrhunc, ki bi rekel, ok, tole bo pa top dogodek v moji knjigi, kaj bi bil? Pa ne vem, verjetno bi bila to kakšna zgodba. Zdaj, kaj to, ki jih imam, da ne vem niti, kje bi začel, niti katero od teh bi izpostavil. Tako da velikih je bilo, zdaj iz glave iskreno si mi kar dal malo misliti, se ne moram niti spomniti, ampak res iz razloga zato, ker jih je bilo veliko. Ena, ki ti popne zdajle v glavo, tako prva. Pa ne, to sem se že pogovarjala takrat. Ta Bolgarija mi je bila taka turbulentna že na začetku, tako da mogoče ta zgodba iz Bolgarije. Ne vem, zdaj jo moram povedati. Povejo, ja. Pa ne vem, se spomnim takoj, že na začetku sem imel, ne vem, en let iz Dunaja, kjer sem letel za Sofijo, oziroma bi mogel leteti, vmes je bilo res neko tako slabo vreme in se spomnim, da so nam tam že povedali, da ne bomo šli v Sofijo, ampak se let spremenil in bomo leteli v Ohrid, se mi zdi. Tako da takrat nismo imeli niti toliko telefonov oziroma tega interneta, ni bilo toliko dostopno vse skupaj in sem spomnil, zdaj, kako bom jaz to vse skupaj javil tem iz kluba. In sem sam čakal, da pač prijemo na letališče, sem hitro napisal kakšen SMS, da čim manj se porabi teh impulsov ali karkoli je takrat bilo. In smo se nekako zmenili, da oni vsem prijejo po mene, jaz sem čakal pol, ne vem, celo mislim, da smo šli z nekim avtobusom starim takim do Skoplja. In je bilo že tam sem razmišljal, jaz sem končno podpisal neko pogodbo, zdaj se pelem v nekem busu, tam sneg je bil, tako res mi je 100 misli čez glavo šlo. In prijem pol v Skopje, tam me pričakata ena dva taka gospoda, malo starejša, tako z enim napisom, pač Đermanović, takoj se spoznamo, vem jaz, da neke komunikacije ne bomo imeli, glede na to, da je njihova angleščina bila ful slaba in tudi glede na to, da jaz
nisem neki ful dobro govoril anglešk, sem za njih bil profesor učenja. Tako da že to, ker so me pospremali do avta, vse lepo kovčke, se usedemo in mi reče ta ona dva, pač, da bo tako polomljeno nekako, da bo pač pot dolga, se peljamo po avtocesti, res je bila taka tema, nikjer nobene osvetlitve. In se en ta obrne, zdaj jaz pač govorim ful dobro bolgarsko in zdaj to lahko tudi dočaram oziroma tudi razumem, kaj sta mi ona dva hotla povedati. In eden od teh starejših se obrne in mi reče tako po bolgarsko, ti spi, nije šte te karame. In to meni dal tako miru, nisem ga dobro razumel. In se pelem in v moji glavi tako vidim jaz, da sta ona dva starejša, sem razmišljal, oj, zdaj Bolgarija, ne vem, kaj je to, a me boste na koncu še posilila, ne vem kaj, res sem imel 100 črnih misli. In mi ni dal miru, jaz njega tako po ramenu, on se obrne in jaz zdaj ne vem, kako bi mu to povedal, če niti angleško, niti srbsko, slovensko, nič, pač ne vem, na kjer način, jaz njemu zdaj počasi sem rekel, poslušaj me, tako, pri nas je to, kar si ti rekel, to karaš, je tako čist neka druga beseda, tudi tako malo takega pomena, kar ni ok zdaj v tem trenutku. In ti si rekel, ti tako spi, nije še te karame, in to pomeni, da jaz bom zaspal, ti boš pa neki delo z mano. In on tako, ta drug, ki je pelil, tako zavije se vstavta in on se obrne in reče, ne, Đermanović, ne, v nas, v Bolgariji, prav, ti spi, nije še te karame, mi te bomo pelali. Jaz tako, a ja, vi me boste pelali, ne boste drugo. Tako da sem rekel, dobro, pol me ti kari, jaz bom zaspal, ampak mi ni dal miru, tako da nisem mogel zaspati. Ampak ena taka zgodba, malo daljša je, ampak res nikoli ne bom pozabil. Koliko mi je bilo v tem trenutku težko, ampak pol, ko mi je on vse to rekel, še zmeraj nisem verjel, dokler nisem prišel v klub. Tako da ja. Kako pa je bilo pol v tej Bolgariji, ne? Ker to je bil v bistvu ena taka višjih točk v tvoji karieri, ne? Res je, ja, mi smo bili takrat, to leto smo bili prvaki, ful dobro ekipo smo imeli, res dobrega trenerja v smislu tako, tudi kot igralec je imel zelo dobro uspešno kariero in je bilo res na enem visokem nivoju. Je pa res, da tako, verjetno se bo o tem tudi pogovarjali, vedno je bilo tako tudi v moji tej karieri, ko sem bil nekje, da bi rekel temu, ne glih na samem vrhu, ampak tako malo, da sem imel neko priložnost, je vedno šlo nekaj narobe. Tako da tudi takrat je bilo tako, nisem niti jaz izpolnil cilja, niti se mi je poklopal tako čisto, da bi rekel, ne vem, da bi bila to še neka točka, kjer bi lahko še naredil nek boom naprej. Ampak je pa neka uspešna, vse je bilo v najlepšem redu, tako v smislu, nisem imel nobenih težav in ta država mi je res ostala tako pri srcu, še danes se vračam dostkrat, tudi en kemp sem imel tam, tako da me ljudje še zmeraj nekako spoštujejo, se spomnijo, tako da zame je neka dobra in lepa izkušnja. Prej si omenil, ne, da si imel občutek, da nikoli ni bilo tistega vrha, da ga nisi dosegel. In zadnjič, ko sva se pogovarjala, se mi zdi, da si bil zmeraj mečkem prezgodaj. Da glih takrat, ko bi se stvar, da bi lahko prišel ali pa dosegel ali pa doživel neko tisto najvišjo točko, se je pri tebi neka sprememba zgodila. Ja, res je. Mislim, ne vem, zakaj je to. Zdaj bi lahko o tem govorila, ne vem, 5 dni, pa ne vem, še zmeraj, če bi najdel razlog. Ampak, ja, vedno je bilo tako, vedno. Tudi na Olimpiji, ne vem, kjerkoli sem bil, ne vem, tudi v Kazahstanu sem eno tekmo, oziroma zadnjo tekmo smo igrali za obstanek v ligi, tudi takrat se nam ni poklopal, ker sem imel že neko novo pogodbo. Tako da se mi zdi, da se mi je konstantno to dogajalo v tej karieri. Zdaj, zakaj, kakšen je bil razlog, a sem jaz bil kriv za to, ali ne vem, ampak pač tako se je zgodil, tako je mogel biti in na koncu, zdaj sem že malo prepozen, da bi se ukvarjal s tem. Kako človek, a veš, ti, ki si imel toliko težav, pa izzivov, pa
ko imaš občutek, da res vsakič zamudiš neko priložnost, kako najdeš pol motivacijo, da greš naprej, ne? Pa ne, in to sem jaz. Zdaj, kaj je recept temu, niti sam ne vem, ampak jaz sem nasploh bil tako vztrajen, ne vem, borc v smislu tega, kar delam, in ni mi bilo nikoli toliko težko, da bi rekel, ne, zdaj bom obupal. Tudi, kaj je bilo, mislim, veliko je bilo tudi slabih oziroma slabših momentov, ampak ne vem, nisem bil nikoli oziroma nisem imel nikoli tazga razmišljanja, da bi sploh si sam sebe rekel, to je toliko težko, da jaz pač ne morem več. Tako da ni bilo nekega recepta, po drugi strani pa nisem se niti nekaj obremenjeval, pač razmišljaš, da te bo vse nekje nagradil. Pa je bil, a se spomniš tistega momenta, ko je bila pa, da bi rekel, da to je bila po moja, mislim, tvoja najnižja točka v karieri? Da ti je bilo res težko? Ja. Mislim, sigurno je najtežja stvar od vseh teh je poškodba oziroma pri nas športnikih, ko se ti to zgodi, ne vem, jaz vem točno moment, ko sem podpisal za Olimpijo, sem si rekel, prosim te, dej sam da zabijam gole, sam da bom, ne vem, kralj v mestu, da to, kar sem sanjal cel life. In pol, ko sem se poškodoval, se prav spomnim, sem igral neke igrice doma, ker itak nisem mogel nikamor. In sem igral in sem rekel... Sorry, malo te bom zmotil, a si jih kdaj z Antonijonom? Kaj, igral? Ja. Ne. Ker on je bil ful. Ja, ne. Mogoče je bil predober za mene, pa se nisem pol z njim, mislim, pa nisem pol igrala. Hotel sem reči, da v smislu sem ležal doma, sem igral igrice in sem se prav sam sebe sem vprašal, pa jaz niti enkrat v življenju nisem rekel, sam da sem zdrav, tako v smislu. A veš, ker kako pravijo, tudi ko imaš slabšo malo pol sezono oziroma sezono, ti si še zmer živ, ti si še zmer lahko se ti odpre ali pa karkoli, veš. Po drugi strani pa, ko si poškodovan, ko pač ne moreš nič, uni goli za nazaj mi nič niso pomenili. Tako da v tem smislu mogoče je to neka najnižja točka pač v karieri, kjer pač si nemočen in ne gre. Kaj takrat pol v bistvu narediš? Mislim, kdo ti pomaga najbolj? A ti soigralci pomagajo, kakor ti pač lahko? Kako se sam spopadaš s temi demoni, deva reči? Pa v življenju je vedno tako, da pač družina je ta, ki je vedno s tabo, tako da sigurno so bili oni takrat na prvem mestu. Moram pohvaliti tudi svojo ženo v smislu, da je ona itak vedno mi je stala ob strani, čeprav so to bili neki najini začetki, ampak so se že prej poznala. Sigurno tudi kakšen prijatelj, soigralec so bili tukaj ob meni, ampak na koncu koncev, ko ti ostaneš sam med štirimi stenami, ti noben ne more pomagati, kot si lahko sam. Tako da težko je bilo, ampak tudi to te nekaj pol v življenju nauči. Tako da poleg vseh teh, če bi lahko rekel temu neuspehov, ali pa ne moram reči glih neuspehov, ampak nedoseganju tega vrha, sem se tam veliko naučil, mislim, za naprej, za življenje. Po drugi strani pa tudi ta poškodba me je veliko naučila. Tako da na koncu vzameš samo tisto, kar ti je pozitivno oziroma kar viješ v tem pozitivnega in s tem pol gradiš oziroma greš naprej čez življenje. Zdaj si omenil Olimpijo, ne? In tebe je pot na Olimpijo zanesla dvakrat. Enkrat je bilo še v mladinskih selekcijah in to je bilo še preden, v bistvu to je bilo še stara Olimpija. Tako je, ja. Sem pa slišal, da imaš ti zelo zanimivo anekdoto, kako si ti takrat tja prišel.
Kako si prišel na Olimpijo? Tebe je kolega pripeljal. Tako je, ja. Tako je. Mislim, Džaf je zadnjič v podcastu omenil, da smo mi bili res ena taka družbica tam v našem naselju na Rakovi, tako da smo se že prej poznali in ne vem, se mi zdi, da sem bil takrat v Domžalah celo. Jaz sem že kot v teh mlajših selekcijah je bila moja karijera turbulentna, sem tako skozi menjavo, tako da sem bil v Domžalah in mi on sam rekel, pridi k nam na trening. Žako? Ne, Rujke, pozabil sem njega omeniti, ja. Tako da sem hotel dati kar vse v isti koš, ker sem razmišljal že v glavi, da je tudi Rujke bil z nami in mi je Rujke rekel, daj pridi k nam na trening, ker on takrat bil. Čakaj, pa ti si bil član kaj, Domžal? Domžal, oziroma, ja, tako, še zmer sem bil član Domžal. In oni so imeli v eni telovadnici, zima je bila, se mi zdi, so imeli nek trening, sem jaz prišel tja in so mi oni kar rekli, daj sleč se v bistvu, zdaj dokler trener ne prije, pa da boš treniral z nami. Sem rekel, ma ne, ker vem, da je bil, trener je bil Damir Vrabac in je kar tak, respekt si mogel imeti do njega, je bil tak tudi tak karakter. Sem rekel, ma za vsak slučaj ne bom, ker sem ga tako že vizualno, ko si ga pogledal, si vedel, da je tak močen karakter in sem rekel, ma ne bom se glihecal z njim, ne bom rajši. In oni so me toliko preprečevali, ampak v tem trenutku je on zamujil na trening. In sem jaz rekel, ajde, bom se preoblekel. In v tem času, ko sem se jaz začel preoblačati, je prišel Damir. In je rekel, kdo si pa ti? Jaz njemu tako, da dam roko, a veš, on že tako, kdo si pa ti? Sem rekel, kdo ti je rekel, da se slečeš? Kdo oni? On se že obrača tam, nisem hotel izpadati, da povem točno, kdo je bil. In je rekel, kdo si, kaj si, iz kje prihajaš, to sem rekel, a bi lahko treniral. Pol so se malo strasti umirile in sem z njimi začel trenirati. Pol je rekel, da prijem na eno tekmo, sem res dobro odigral. In tako se je pol tudi začel, v bistvu sem kar ostal na Olimpiji, je pa res, moram pa to tudi omeniti, ker bova se verjetno še dotaknila teh tem, glede Rujketa, v smislu, jaz pa Rujke takrat nisva imela slovenskega pasoša, tako da so oba dva bila tujca in en je lahko takrat v teh časih je lahko sam en igral v NZS-ju, imeli smo pa dve ekipe, en je pa mogel v MNZ. Tako da v bistvu Rujke je mene pripeljal, a po drugi strani si je sam jamo skopil, ker so se mogla menjavati. Enkrat je on igral za NZS, enkrat sem jaz za MNZ in skozi je bila ta menjava, tako da sva se pol tudi doskrat na to temo kar nasmejala. Ampak z njem, potem je zdaj ta Olimpija je dosti kmalu potem v bistvu razpadla oziroma tako propadla. Je, kar hiter, ja. Ti si potem šel po tujini, ne? Ampak tvoj drugi, se pravi tvoja druga epizoda pri Olimpiji je bila pa spet z Rujketom ful povezana. Videla sta se kar, da bi se malo vrtela tako v krogu. Ja, res je. Mislim, glede na to, kakšen je bil njegov začetek kariere, itak je bil on z razlogom že tukaj pri Olimpiji, ker je itak v naši neki tej generaciji res bil dober. Jaz sem pač mogel iskati neko drugo pot, na koncu se je izpostavilo, da mogoče tudi to ni bilo slabo. In s petom okoliščin sva spet nekako bila skupaj. Tudi z Rujketom sva skoraj celo življenje prijatelja in se je tako glih poklopil, da je on v tem času bil neki poškodovan. In prva moja stvar, ko sem prišel v klub, se prav spomnim, z Miletom sem se pogovarjal, da bojo oni v smislu, kar mene forsira, glede na to, da sem Ljubljančan, pa take stvari, kar je tudi po eni strani logično, prišel sem kot okrepitev. In sem mu rekel, vse to se lepo sliši, sam prosim vas že takoj zdaj na začetku, da vam rečem, sam ne mi da desetke. To vem, sam desetko mi ne dati, ker je v bistvu Rujke takrat imel in se je poškodoval.
In so rekli, ma ne, se sploh ne rabaš razmišljati. Itak tako se je poklopal že na teh prijateljskih tekmah, kjer nismo imeli sploh stiskane drese, so meni kar dali 10. In sem jaz takoj rekel, so rekli, ne obremenjuj se, do prvenstva je še dolg, razmišljaj samo o fuzbalu, ne boš imel, vse sem ti rekel. In tako je to šlo naprej. Jaz sem pol kar vmes že Arifa klical, sem rekel, da mi ne boš stiskal 10. Je rekel, ma ne, vse bo, jaz mislim, sem že rekel Miletu potem. Prva tekma moja je bila v Nafti in itak, prijemo na stadion, iščeš svoj prostor, vijem jaz tam dres, mislim številke, pogledam 10 na veliko, Đermanović piše. Jaz vzamem dres, grem kar tam takoj na hodnik, jaz kar hočem Miletu, je rekel, pa dej, tekmo imaš, kaj se ti obremenjuješ, razumeš, z številko. Sem rekel, če sem ti rekel, razumeš, ampak je izpadalo tako, kada bi jaz njemu vzel številko. Glede na to, da so bila res dobra prijatelja, da so se družila celo življenje, da so naši starši se poznali in po drugi strani tudi mi čefuri smo v bistvu taki, da ne vem, kaj si bo njegov fotor mislil. Saj jaz sem Rujketu povedal točno tako, kakor je. Sem mu pokazal vsak SMS, ki sem napisal Arifu oziroma Miletu. Tako da on je točno vedel, da tukaj jaz nič nisem bil kriv. Ampak, a veš, kako je to? V zadju pol vedno prije, ne vem, kaj je se, mogoče njegov oči razmišljajo tako, to ti je tvoj prijatelj, vzel ti je 10, razumeš. Ni bila pa moja krivica, veš. In tako na koncu, ko pomislim, mi je res bilo žal, po drugi strani pa, veš, točno so se mi dogajale iste stvari, kakor so se njemu. On si je poškodoval koleno z 10, mene šlo koleno z 10. Tako da ni mi bila usvojena ta številka, in res mi je tako žal, da mislim, ne vem, če je to razlog, ampak da je mogel biti tako. Tudi kar se tiče številke in vseh teh dogodkov naprej. Ja, potem zdaj, ko si rekel, ne, enostavno ti zelo veliko pomenijo odnosi iz tega, ko vidim, sploh z ljudmi, ki jih imaš ti, ki jih smatraš za bližne. Pa dobro, oni to vsi vejo, recimo, to ni glih za pohvaliti, ampak vsak, ki pozna Đermota, ve, kakšen sem jaz, kaj sem vse naredil za svoje prijatelje, za bližnje, za te soigralce. Prej so se pogovarjali o teh mladih, koliko sem jih naučil, koliko sem, ne vem, dal na svetov, ne vem, včasih se počutim tako, da sem res ta prav fotor, ker sem, kdorkoli je bil zraven mene, sem mu na nek način pomagal, tako da iskreno, ja, to mi ful pomeni. In na koncu to sem hotel reči smešno, v smislu zato, ker se ne morem pohvaliti z nekimi bajnimi statističnimi podatki o svoji karieri, v smislu neki full golov, ampak je nek uspeh tega mojega nogometa oziroma moje kariere to, da ne vem, res sem dal vse od sebe tako ljudem, ki so bili okrog mene v nogometu in da sem nasploh tem svojim ekipam pomagal na nek tudi drug način. Tudi takrat, ko nisem dal gola, sem vedno bil upleten v neko vodenje, ali je to trenersko, ali kapetansko, ali pa karkoli. Se ti zdi, da si šel kdaj zaradi tega, ker si hotel drugim pomagati, vse poškodo? Definitivno, mislim, sigurno. Se pravim, jaz sem bolj bil posvečen drugim, kakor pa sebi. Tako da to se je tudi na koncu tako pokazalo, ne vem, lahko tudi čez vso mojo kariero igralci, ki so igrali z mano, tudi napadalci, so na koncu vedno imeli neke dobre sezone, kar ni naključje. Tako da tudi sodeč po temu, sigurno, da sem sebe zapostavil, nekoga drugega pa dvignil. Kjer je pa tisti moment, ker sem zdaj malo bolj pri Olimpiji, ki bi pa rekel, da ti je bil tisti vrhunc, ki si bil, se pravi, v klubu? Mislim, moramo vedeti, da jaz sem pač debitiral z hat-trickom. Ja. Tako da, ta začetek, mislim, je bil sanjski. Pa moram tudi omeniti, ne vem, se mi zdi, da v drugi minuti te tekme
je bil penal nad mano, ker sem dobil udarc v mečno mišico in to se je čez tekmo sam tako stopnjevalo v smislu poškodbe in je bilo vse slabše. Trener Prašnikar je pa v tem momentu že naredil 3 menjave, že ne vem kdaj, že prej. Jaz sem igral celo tekmo z pol noge, oziroma lahko bi rekel brez noge. Se spomnim, na tej tekmi bi lahko dal 6 golov, če bi bil pač v smislu zdrav. In že tukaj se je začela ta neka negativna, mislim pozitivno v smislu golov, negativno v smislu neki, da se bo skozi nekaj dogajalo. Tako da potem je bilo tudi, ne vem, sem zabil še 2 gola v smislu prvenstva, tudi celo na tej tekmi, na kateri sem se poškodoval. Takoj zatem se mi zdi, da 10 minut kasneje sem se poškodoval. Tako da ta del do te poškodbe je bil zelo uspešen in tukaj bi bilo, mislim, govora verjetno o neki zelo uspešni sezoni tudi in drugačni poti za naprej za mene, če ne bi bilo tega, ampak je pač bilo. Zdaj bom tukaj malo izkoristil trenutek, ko si rekel, da a veš, koliko nastopov imaš za Olimpijo? Pa iskreno ne, oziroma mogoče tudi vem, ene 40, ne preveč, glede na to, da sem bil ful časa tukaj, ampak sem bil tudi posojen 2-krat iz različnih razlogov, potem tudi ta poškodba, kjer rečemo, noben ni verjel že od prvega dne, da se bom jaz sploh vrnil oziroma da bom sploh igral fuzbal, tako da že iz tega razloga jih nisem mogel imeti veliko. 41, to da si dobro zadev, 41. Ja. No, tako, vem, da je nekaj okrog 40. 11 golov, 1 asistenca. Pa dobro, statistično, ko pogledamo, verjetno teh 40 nastopov sem prišel 10-krat ali pa 20-krat. Pa ta hat-trick, ne? Ja. Ki si ga na debiju, je to ratal samo enemu igralcu. No, dobro, vse pravim, škoda, ker nisem bil... Še poleg tebe, ne? Ja, ker nisem bil zdrav, bi bilo to verjetno še 2 gola več in verjetno se to ne bo nikoli več. Ja. Ja, Bozgo je bil še 95. Tako da vida sta edina 2, ki imajo to uspelo v prvi ligi. Pa če si dosegel zadetek, je Olimpija zmagala. Dobro, vsaj nekje imam prste čez. Kaj pa te zgodbe, ne? Zdaj, jaz sem imel že nekaj gostov od Arisa, pa tvojega kolega Džafota, pa v bistvu tudi Matič, pa vsi tako govorimo. Veliko smo se pogovarjali o teh zgodbah, ki so se dogajale v temu obdobju, ker ti si bil v enem takmo zelo turbulentnem obdobju Olimpije. Res je, ja. Mislim, jaz bi zdaj ob tej priložnosti izkoristil, da povabim nekoga, oziroma nekoga, ki se ukvarja s pisanjem knjige, oziroma nekoga, ki pozna sploh tako osebo, ki bi lahko pomagal, ker te zgodbice je veliko, ne samo iz razloga, mislim iz vidika Olimpije, ampak nasploh iz moje kariere in res imam neko željo, da bi napisal v smislu neko knjigo, ne uspehov, tako kot je imel Ibrahimović mogoče, ampak v smislu tako, ker imam tudi naslov knjige, nek povprečni nogometaš in mislim, da bi bilo zanimivo za vse tiste, ki imajo neko težjo pot, pa tudi tisti, ki naredijo neko kariero, sigurno grejo čez neko tako pot, kot sem jaz šel. Res, da je mogoče malo krajša, ampak tako da mislim, da bi bila zanimiva knjiga, tako da še enkrat vabam, če je kdo, naj se mi javi, da naredimo nekaj dobrega za mene, pa za unga, ki bo hotel to brati. Zdaj, teh zgodbic je veliko, ja. Ne vem, se spomnim, rečemo z Izetom Rastoderjem je verjetno teh zgodbic največ. Zdaj, ali je to dobrih ali slabih, kolikor si kdo vzame, ne vem. Jaz se spomnim tudi
moje dobre tekme so bile sam te tekme po neki odsotnosti oziroma bolj tako rečeno, neki začetki. Prva tekma hat-trick, druga tekma po poškodbi, ker nisem igral, ne vem, več kot 1 leto, sem dal 2 gola. In smo sedeli z Žafotom pa z Rujketom, pa ne vem, kdo je še bil, Božo, smo sedeli na kavi po enem treningu, po tej tekmi, seveda, z Zavarčom, in me kličejo iz pisarne. In so rekli, Žerma, pridi v pisarno. Itak sem jim rekel, kaj me zdaj kličejo, to nekaj ni dobro, glede na to, da se mi izteka pogodba, sem bil poškodovan, pričakoval sem nekaj ful slabega. In sem prišel takoj, itak sem rekel, grem jaz v pisarno, prijem tja, sedita Izet, pa takrat je bil, se mi zdi, Tine, je bil zraven, smo se usedali, Tine se mi je zdelo, da v tem trenutku sploh ni vedel, zakaj se gre, v bistvu, zakaj je ta sestanek. Zgodba se je pa začela tako, da sem jaz v bistvu dobil po tej tekmi takoj neke klice iz Kazahstana, kjer me je ta klub hotel že pred poškodbo, že par let, in ne vem, to je bilo tudi takrat v Bolgariji, kjer sem bil, jaz sem kar šel do trenerja in sem mu rekel, jaz imam neko ponudbo, ne vem, in itak, ta trener je pol sam čakal, da sem jaz odigral eno tekmo slabo, da je rekel, ti sam razmišljaš o Kazahstanu in tako naprej, in me niso pustili. In sem rekel temu agentu, poklič, se poznaš, takrat je bil trener Kosanović, sem rekel, se poznaš Kosana, ga poklič, pa se z njim zmeni, oziroma naj ti on pove, kakšna je moja situacija. In glede na to, da sem odigral prvo tekmo, nisem niti razmišljal, da bi sploh kam šel. In je rekel, in verjetno je bila taka zgodba, da kakor so oni poklicali Kosana, Kosan je poklical Izeta, je rekel, dej Džermo to neki zaščit ga, veš, da se vrača, mi rabimo napadalca, isto, dej pust ga, razumeš, naj ostane pri nas, v smislu, da ne bo prepozan, da ti ne bo šel. In Izet je tako tudi reagiral, takoj, ker on je bil tak človek, on pač je kar mu je nekdo rekel, je kar hiter, to ni niti razmišljal. Tako je bilo tudi v smislu neke negativnih stvari. In mi je rekel, poslušaj ti, Đermanoviću, ti moraš da budeš kapiten Olimpije, ti si najbolji špic v Sloveniji, ti trebaš da ostaneš, tako je v njegovem besednem zakladu. Mi je rekel, Tine me tako gledal, jaz sem gledal, sem rekel, poslušajte šefe, hvala vam res, vi ste mi, ne vem, po eni strani tudi omogočili operacijo kolena, zdaj ste me plačevali skozi, res sem vam hvaležen, ampak jaz si pač ne zaslužim nove pogodbe. Je rekel, ne, Tine, 5 sprintat kao pogodbo, Đermanović bo podpisal. In on je gledal, kaj da mu spremlja, isto, kakor je imel vse. In polka je rekel to isto, kakor je imel prej. Jaz sem prišel iz Bolgarije, kakor toliko, v teh časih sem imel pogodbo, ne vem, nisem zdaj igral, to pomeni, prej sem vsaj prišel kot okrepitev in ista pogodba. In sem razmišljal, pa zakaj pa ne, bom pač podpisal. Sem podpisal, super, hvala vsem, ja, to zdaj samo trgi. In tako, Izet je bil par dni potem verjetno spet z nekom na pijači in mu je on rekel, ne vem, ti si edini, ki dajaš premije, ki dajaš plače, daj to zniži, ti lahko s to ekipo imaš pol manjši proračun. In on je prišel v klub in je rekel, vsi bojo znižali plače, veš. In mene spet kliče v klub. Jaz prijem gor in on je meni prvi sestanek je začel lepo pač v smislu, poslušaj ti si Ljubljančan, mi nimamo denarja za to, mi bomo zmanjševali pogodbe, ne vem, ti tudi bi mogel prinesti nekaj denarja v klub, če imaš rad, ker vem, da imaš rad ti Olimpijo. In jaz se tako začem smejati, sem rekel, šefe, pravim, kaj se smeješ? Sem rekel, pa jaz edino, da grem zdaj domov, pa da dam televizijo dol iz stene in da prinesem, to jaz lahko prinesem v klub. Kaj da jaz prinesem, razumeš? In prav rekel ti je, da najdeš ljudi. Tako, v smislu, on je mislil bolj na ljudi, ne, da jaz prinesem. Ampak jaz sem rekel njemu, edin, da svojo televizijo dam in to, da jaz častim Olimpik. Tako da, in pol se je pa začel tako, da sem jaz v bistvu rekel, da mi je nesmiselno, da si mi dal ene par dni
nazaj, si mi ti sam, ker sem ti jaz rekel, da pač nočem pogodbe, zato ker si ne zaslužim, si mi ti dal pogodbo, zdaj mi pa rečeš, pač, da moram znižati. Sem rekel, pač ne bom znižal. In itak je pol se je zgodba čisto obrnila, pa je rekel, ti si najslabši špic v Sloveniji, nisi dober za Olimpijo. A veš, je bilo čisto kontra, tako da 3 dni sem bil najboljši, pol sem bil najslabši in pol se je začela tudi ta situacija vseh teh posoj, glih zaradi tega, ker pač Ker se nisi strinjal s pogoji. Ker se nisem strinjal, v bistvu, še enkrat pravim, ni bilo toliko zaradi denarja, ampak tega principa, ker sem jaz pač sam rekel, da ne rabam, pol po drugi strani pač se je zgodba obrnila in to je bilo tudi to. Tle si 2 stvari si omenil, ki sta mi zelo ostale v spominu. Ena je, da nisi hotel pogodbe podpisati, da si najprej rekel, ne, jaz pa tega ne bi, zato ker si ne zaslužim. Zakaj si hotel iti tako vse po škodo? Pa ne, nisem jaz kalkuliral nikoli v življenju, tako, kar se tiče teh stvari. Veš, to sem jaz in zdaj, zakaj to bi, pač ne znam niti sam si povedati oziroma razložiti. Pač tako sem čutil in prej sem se pogovarjal o teh prijateljih oziroma vseh teh ljudi, ki so bili okrog mene. Vse na koncu je tudi on meni nekaj dal, ne moram reči, da mi ni nič. Bil je tukaj z mano v teh težkih, prej so rekla, težki trenutki, poškodba. Klub je bil, na koncu je bil ob meni, kakorkoli. Tudi če so me odrezali prvi dan, že v bolnici, kad sem bil, ampak glej, na koncu so spet tukaj, ne vem, plačo sem dobil, bil sem še zmer nekako nogometno živ, mogoče zaradi tega, jo. Okay. Kako pa ste vi takrat, kako si mogoče gledal, veš, Džafo je bil mogoče malo bolj tak temperamenten, pa je kar tudi sam je rekel, da pove zelo direktno, zato ker je vzkipljiv, pa mu je pa žal, ne? Ja, res je. Kako si ti njega videl takrat? A Džafota? Ja, Džafota. Pa ne, jaz Džafota poznam preveč dober, tako da jaz točno vem, kako je, ne vem, tudi midva sva imela, veš, to je, zato pa pravim, te mlajše generacije danes, veš, taki mehki so, čeprav se delajo tako v smislu močne, veš. Po drugi strani, jaz pa Džaf imela na treningi, kjer so se skregala, ampak res na polno tako, pa so res dobra. Ampak to je takoj, 5 minut po treningu, sam gledava, a bo en drugega pogledal, da se pobotava. A veš, tako da jaz Džafota poznam v nulo in vem, da mislim, kako on reagira, tako je bilo tudi, rečemo, in z Izetom, in ne vem, je zadnjič razlagal tem o Dragonsih. A veš, ker po drugi strani, veš, njemu tudi pol to doskrat tudi povem, ampak ko pogledaš, če bi se obrnila situacija, rečemo, da bi Džafo to kdo mogel pomagati v smislu, kaj je on imel konflikt z Dragonsi, ti povem, da pol ekipe ne bi, oziroma pol ekipe, ne samo ekipe Olimpije, ampak nasploh v življenju, če bi bil on v taki neki situaciji, a veš. Tako da Džafo hitro reagira, nepremišljeno, a veš, tako sam zato, da naredi nekomu dober, a veš. Ni pa to tako vedno pametno. Veš. Tako da, ampak se pravim, če greš, jaz sem pač tak, jaz ko grem do konca, veš. Veš. Kaj pa zdaj, če bi jaz zdaj rekel 3 igralce, ki bi jih izpostavil tukaj na Olimpiji? Pa sigurno to je Džafo, Rujke pa Božo, ampak veš, to so zgodbe pač, ki so povezane iz naše mladosti, veš, in to se ne da zamenjati z nobenimi goli, z nobenimi asistencami, z nobenimi nastopi, ne vem, z nobeno kariero, to so pač moji prijatelji in tako bo do konca življenja. Si pa prej rekel, da mi boš povedal eno anekdoto v Finku. Pa iskreno ti povem, zdaj mi je veš, kar razmišljam tako, kako bi dal to polovičko, pa bi kar Finka dal še not, a veš, ampak si mi rekel 3, tako da tudi Fink je sigurno eden izmed teh in še danes sva prijatelja, še zmer se družba. Ampak pravim, Fink je, rečemo, 2 leti mlajši, v bistvu oni so vsi leto, 2 mlajši od mene, ampak spet pravim,
nekako sem se počutil očetovsko, tudi iz te strani in Finku še posebej, ko sem prišel, je on, bi rekel, bil mulc, on je prišel iz Interbloka, je komi čakal, da tam sedi sploh z nami. In sem, glede na to, da sem živel potem v polju tam in on je pa iz Dobrave, sva bila soseda in me enkrat vprašal, ali bi se lahko pelil z mano. Sem rekel, ma ni problema. In pol itak, Fink kot Fink se je čist navadil na to in me vsak dan klicaro, če ga lahko pelem. In jaz sem takrat mislil pač, da sem nek frajer, sem imel nekega ML-a, starega Mercedesa, Jeepa in smo se pelali, itak on je porabil več, kot sem je zaslužil na Olimpiji. Tok benza sva pokurila. In sva prišla, ne vem, na trening in Fink je bil tak, da je on hotel je skozi. Mislim, on se je tušeral 2 uri, pol se je mazal malo z eno kremo, drugo, malo to, a veš, jaz sem se tušeral, sem šel in sem ga čakal in tako sem pol znorel, sem rekel, glej Fina, a bo šel z mano ali jaz te ne bom čakal, sorry stari, zdaj bom evo to, a veš, itak spet je zamudil. In pol, enkrat, ne vem, a sem ga pustil, a karkoli in se je pol navadil, a veš, in je začel, mislim, je kar hitar je končal in mi dva prijeva, tako poln parking je bil, res, poln parking je bil avtov in moj Mercedes je bil parkiran, itak je bil tak, čist bogi in je bila fora, zdaj nekaj je bilo narobe s tem avtom, zdaj kaj, da nisem avtomehanik, tako da ni niti veze. Ti si ga mogel pažgati, ko je bila zima in je mogel malo delati, da bi on pač normalno se pelil, tako. In Fink je itak kakor sem se jaz prej skozi neki pizdil na njega, je kar prišel, že pred mano je stal tam pri avto, mi dva pažgeva avto in čaka. In se neki vmes še pogovarja. On meni, kaj čakaš, razumeš, zakaj pa ne greja? Sem rekel, počakaj, se veš, sem res, avto, kao, mora se ogreti malo. In kakor so se mi dva pogovarjala, avto se je ogreval, razumeš, mi dva se obrnila, več nobenega ni bilo na parkingu. Oni so vsi šli, veš, oni ostali igralci so vsi, mislim, so pol ure za nami šli iz garderobe, so pa šli pred nami in je rekel, Fink, zakaj sem pa jaz hitel? Ja, zato, da te ne čakam, možda si z mano v avto, kakor pa da te jaz čakam samo v avto. Tako da ja, to je ena izmed zgodbic s Finkom. Tako da ja, tudi Fink je en bi lahko rekel, ta prav prijatelj. Zdaj, kaj glih so v tem timskem duhu, zdaj ti bom dal prvo nalogo. Dobro. 11-terica Olimpije mi boš povedal. Dobro, jaz moram takoj že na začetku povedati, jaz se ukvarjam zdaj v bistvu vodim individualne treninge nogometne, ker čakam neko novo zvezdo slovensko in upam, da ga bom jaz naredil oziroma da bom vsaj imel malo zaslug pri temu. In iz tega razloga sem tako začel. Zakaj? Zato, ker ful spremljam treninge, ful jih gledam, analiziram, pogledam tudi kakšno tekmo, me zanimajo sistemi, ne vem, kako kdo igra, ful si pa slabo zapomnim igralce. In res imam, kar se tiče tega, imam ful problemov, ker tudi danes, ne vem, igram, ne vem, nešteto tekam proti nekem igralcu, pa se srečava nekje, pa vem, da ga poznam, a ne vem niti kako mu je ime, niti kdo je, pa ne zdaj, da se jaz nekaj delam, a pač ne zanima me to toliko. Tako da, če bom koga užalil, kakšno legendo ali pa karkoli, da mi ne bo zameril, to v smislu. Tako da, itak, golman, nimam tukaj razlagati, bi dal takoj Džafota, ampak glede na to, da je Oblak imel mal boljšo kariero, kot Džaf. Čist mal. Ja, čist mal. Bom dal vseeno Oblaka, ker govorimo res o legendah, če lahko rečem. Levi bek, malo sem mogel celo googlati, tako da vidim. Težko mi je bilo, vse te moji beki, ki so bili, niso imeli vse in toliko uspešne karijere oziroma tako ime, kot je bil Bečajac. Ne vem, se ga tudi spomnim, da ne bo izpadalo, da se ga ne spomnim, ampak če bi zdaj razmišljal, ne vem, koga bi dal, veš, vedno ti gre misel na to, da dam nekoga,
ki ga poznam, oziroma ki sem ampak se pravim, Bečajac, potem Marko Elzner, tudi, mislim, tukaj itak brez dileme. Pol sem dal na drugega štoparja Iliča, zaradi te neke tudi nove Olimpije, ker je tudi glede na njegovo kariero, njegovo vodstvo, vsaj tako, kakor je to bilo, nisem igral z njim, ampak vsaj tako, kakor mi fantje povejo, vemo, da je tako na koncu, to je nek ta prav kapetan in neko to spoštovanje do tega nekega starejšega igralca sem jaz vedno imel in zaradi tega na nek način sem rekel, ajde, da malo pomladimo to 11-terico. A ti si z Iličem kaj bil takrat v stiku po tvoji prvi epizodi pri Olimpiji? Ne. On je tudi starejši od mene, sicer ne vem zdaj, kjer letnik je on, ampak je kar ene par let je starejši od mene. Se točno ne vem, koliko. Jaz tudi ne, tako da rajš pustiva tako, kakor je, da ne bo kaj. Beka desnega bom pustil za na konc, dva vezna, Katanc pa Oblak. Levo sem dal, oziroma tako bom rekel, desno sem dal Popivodo. Ok, to je itak isto, brez veze sploh se pogovarjati o takih imenih in razlaga, zakaj. Žuti, desetka, se pravim, žal mi je, ker je ta nek stil igranja je imel Rujke in mi je res žal, da ni mogel narediti neke take karijere, ne njegove, ampak tako malo boljše, zato ker je res bil na nek način čez našo igranje že v teh mladinskih selekcijah, kokor si gledal Žutega, pa si rekel, prišel si sam zaradi ene poteze njegove, tak je bil Rujke, tako da Žuti, levo sem dal Ačimoviča, zakaj? Zato, ker imam tudi eno sliko, ne vem, ker sem pač prišel to prvo epizodo na Olimpijo, sem imel številko 18, sem imel eno tako gobico, tako, kot je imel v teh časih Mile in ne vem, tam so mi že ne vem, so rekli, isti si Mile Ačimovič, seveda ne po igranju, pa tako. In on mi je takrat bil, rečemo, idol, bi lahko rekel, in to je tudi, ne vem, razlog mogoče, zakaj sem jaz prišel na Olimpijo, se spomnim tudi tega sestanka, pač, ko sem prišel, ko sem videl, da Mile sedi in se pogovarja z mano, mi kar ni bilo vse, tako kar imel sem neke metuljčke. Tako da njega sem mogel dati v to 11-terico. Gor v špici pa bom dal enega svojega trenerja, Šiljaka, ampak ne samo zato, ker je bil moj trener, ampak ker je pač bil ta prav golgeter. Tako da tudi tukaj nijem sploh kaj zagovoriti. Desno sem pa dal Finka. Zakaj? Zato, ker to je človek, ki si je pač, on je živel za fuzbal. In zdaj, če bi jaz pogledal, zakaj sem jaz mogoče imel te neke v bistvu prepreke v življenju, mogoče jaz nisem pač toliko živel za fuzbal, čeprav sem jaz se dajal, sem, ne vem, šel, ne vem, oziroma sem se odzval na vsak ta klic, ampak kar se tiče treniranja vsega tega, je Fink res sebe dajal na maks in rečemo tudi mogoče to neko nagrado za vse to se mu je na koncu pokazala s tem, koliko se je dajal. Tako da iskreno on si je zaslužil mogoče, da je med temi imeni, ne zato, ker je imel top kariero, ampak iz tega vidika trdega dela in vsega tega. Koliko si on želel, da pač postane nogometaš, ne vem, midva se še danes usedeva in on mi, ne vem, govori o temu, kar mene niti ne zanima. Pa se spomne, ne vem, mu jaz povem, gled, kjer dober avto, on meni govori, treba trgati, treba trenirati. Za avto ti govorim, Fink, ne za treninge. Ja, sem treba zdaj delati, treba. Tako da res neko iz tega vidika je v tej 11-terici. Tako da to je to na nek način. Če sem koga pozabil, ampak mislim, glede na to, da če bi zdaj sestavili tako ekipo, da ne bi imel problemov. Še igralcev je tako veliko, tako da spustil si zihar koga, ne moreš, imaš placma za 11. Tako je. Tako da hvala ti. Ampak nekaj tisti mi je zelo zanimivo, pa bi rad, da mi poveš malo več. Rekel si, da
da je Ačimović tudi igral pomembno vlogo, da si ti nazaj prišel, kako? Tako. Ja? Mislim nazaj, to govorijo v bistvu, Mislim, takrat ko sem prvič za člane. Ja, res je, mislim, se pravim, od teh mlajših let mi je bil tak nek vzornik, ne vem, veš, tako, in je imel ful veliko vpliva, ker so me že predtem, so me klicali, ne vem, pol leta predtem, pa sem razmišljal, kaj pa kako, ne vem, je ta prav moment, pa ne vem, celo se spomnim enega igralca, ki mi je starejšega, ki mi je rekel, Džerma, sam ne se vračati v Slovenijo, enkrat, ko greš v tujino, se zato garaš. In to je ena največjih mojih napak v smislu, zakaj sem se vrnil, ampak ta ljubezen do Olimpije, do mojih sanj, veš, da igram doma, da živim doma, da se zapeljem na trening, da spet sem svojimi starši, ne vem, takrat, ne vem, punco ali pa karkoli, ne vem, svojimi prijatelji, je pač bila večja, veš, in zaradi tega mi po drugi strani ni žal. Tako da ja, vplivo je velik kot tako neka persona, zdaj prepričevanje pa to, iskreno se niti ne spomnim, kako je bilo. Tako da je pa res, da je imel tudi pol on, mislim, je šel iz kluba, pa nazaj prišel. Tako pa nazaj, tako da verjetno so bile še kakšne zgodbice tudi, kar se tiče njega, ampak je pa igral ja, neko veliko vlogo pri meni. Se spomnim pa ene zgodbe, zakaj me je klical, sam še to na hitro povedal, da sem bil v Voždovcu, kjer smo igrali s Crveno zvezdo in v bistvu sem jaz prišel not na tekmi, ne vem, je bil rezultat 1-0 za zvezdo in v bistvu so oni nujno potrebovali to zmago za prvaka, ker so res bili s Partizanom na točko. Jaz sem prišel not in neki se je odbijala žoga, ne vem, je šla na mojo levo, jaz sem je udaril tako v bistvu bolj na pamet in je šla v zunanji del mreže. In itak z druge strani je to se je videl kot gol. Itak, da po mojem, da drug dan bi me pa čakali pred domom ene 5000 deli, zakaj sem dal gol, zakaj to, a veš, ampak v tem momentu mene je bilo važno samo, da jaz dam gol, da se malo vrnem, da med žive nogometaše. In vem, da me takrat Mile je klical, je rekel, prav pol ne vem, Beograda me je klical, prav tvoj Slovenac je skoraj zadev gol, prav skoraj nam je uničil mislim boj za prvaka. Tako da to je ena takih zgodbic ne vem, z Miletom, ja. Ampak pravim, najboljše je, da ne odkrijamo vse, da se pojavi tisti, ki bo mi pomagal to napisati in da malo beremo vse to. Zdaj, jaz bi se dotaknil še tega tvojega zaključka, pol Olimpije, pa da mi još tle mogoče kaj. Ker ti si v bistvu šel tisto sezono, oziroma v tisti sezoni, ko je bilo že novo vodstvo, ko je prišel nov lastnik, ko so se v bistvu stvari začele obračati na boljš. Ko je se Olimpija po dolgih letih začela boriti za prvaka, ampak ti tega nisi doživel, ker si prej zapustil klub. Ne? Ti si v bistvu v tistim zimskem premoru si šel zdaj sem pozabil kam. V Železničar sem šel. Železničar, ja. Ja, mislim, dobro, to je bilo tako. Željo je bil tako bolj klub, kjer sem jaz se hotel rešiti v bistvu tega, da sem jaz sam na Olimpiji. Ker mi je bilo dosti tega, ne vem, tudi na kratko bi, ne vem, rekel, rečemo, jaz sem v teh prvi pol sezone sem jaz s Kentijom pa Šporjanom odigral vse prijateljske tekme. Celo mislim, da sem dal največ golov na teh prijateljskih tekmah in sem res igral dober. Ponavadi sem samo kritičen, ampak ko je nekaj dober, je pač je dobro. In se spomnim, da sem tudi začel, ne vem, prve 3 tekme sem kar igral skozi, da bi me enkrat pol Pušnik celo na treningu
prišel v bistvu ne direkt do mene, ampak je sam prišel mene in je rekel, Ranko Stojić je rekel, da pač te moram dati ven. In sem jaz itak hodil za njim in sem rekel, zakaj, ja, veš. In je rekel, zato ker pač Špoki pa Henti, mislim, v bistvu smo vsi bili 3 napadalci in je rekel, logika je taka, če bojo dali vsi po 10 golov, koga bomo mi prodali? Nobenega, na koncu. Ni neka wow statistika, je dobra, ni pa to top, pa veš. On je tako pač razmišljal, kar mu jaz dajem kapo dol, kar se na koncu izpostavil kot vrhunska poteza. In on je rekel, dej Džermota ven, da ta dva dajeta 20 golov in to je to, razumeš, prodamo, kaj bomo Džermota prodajali, na primer. In res, v te tekme sem jaz skozi prihajal sam not. Tako da sem pa odigral, ne vem zdaj točno, koliko tekam v tej polsezoni, šel v Željota, ne vem, tukaj je tudi ona zgodbica, ne vem, si imel tudi to namen, kako sem prišel na to proslavo, kjer nisem v bistvu, to me največ boli, kjer nisem bil niti povabljen, nisem dovolj nobenega klica, nimam niti te medalje od tega leta, čeprav sem jaz tudi to na koncu čakal teh več kot 20 let, da se to zgodi. In res to neka luknja nekje v duši v smislu, da nisem bil sem bil konkretno del tega, na koncu pa, kada me ni bilo, sem sedel kle nekje na stadionu in sem gledal, kako dvigujejo ta pokal, pa ne, da bi jaz mogel, ampak tako lih tok, da se mi je dal malo vedeti, da sem bil del tega. Bil ti del tega? Ne? Bil sem, se pravim, bil sem, ampak po drugi strani, kot da nisem bil. Noben se ni spomnil? Noben. Ne v klubu, ne iz lige. Konca se bi ti mogli iz lige, da ti si imel koliko 13 tekem tisti? Ja, tako, ne vem, koliko 3 gole, koliko sem, ne vem. Iskreno ne. Tega jaz ne razumem, ne. Ti imaš v neki ligi prvakov, imaš 3. golmana, ki ne stopi celo sezono na igrišče, ekipa osvoji pač tekmovanje in on dobi medaljo. Res je, mislim, vse pravim, če bi lahko temu rekel, vsi normalni ljudje to razumemo, ja. Ampak pravim, ni meni do medalje, zdaj v smislu, da jo moram jaz imeti okrog, pa da sem jaz mogel zdaj skakati tukaj, da sem na vsaki drugi sliki, ker itak nisem bil član Olimpije, mi je to čisto razumljivo, ampak na neki način neka zahvala, nek doprinos sem si pa sigurno zaslužil. Tako da, in kot sem prej rekel, to ni bil, moj doprinos ni bil vedno samo na igrišču, jaz sem bil pol tukaj tudi okrog, karkoli se je dogajalo v klubu, vedno je bilo Džerma, daj ti, a veš. Takrat sem bil dober, in pravim, pol sem tudi odigral še kakšno tekmo, na koncu pa, ker me moraš malo nagraditi, ker veš, da je to zakaj sem jaz sploh prišel sem, mi ne daš, oziroma mi vzameš in to me iskreno boli. In to sem ti hotel tudi reči v smislu, jaz sem bil ta dan, ko je bila proslava na eni poroki in je pač ta mladoporočenka je metala šopek in so se vse ženske postavile v zadnji in glih v tem momentu je Džafo prišel po mene, da pač gremo na tekmo, da ne bi zamudili. Jaz sem rekel ženi, oziroma takrat zaročenki, sem rekel, jaz pač moram iti na tekmo, ker je danes zadnja, v bistvu bojo dvignali pokal in pač grem na tekmo. In je rekla, dobro, pejt. In sem jaz tekel tam proti avto, ker Džaf je tako parkiral na sredi ulice. In sem prišel v avto in sem slišal tako neko veselje, ne vem, tako smeh. A veš, in sem rekel Džafu, da dej počaki, se prijem takoj, mislim, da je moja ujela šopek, a veš. In jaz prijem nazaj, spet odlaufam, tako v srajci, a veš, odlaufam. In vijem, ona drži, vsi čestitajo, sem mi dal ljubčka, sem rekel, dej, vse se bova pogovorila, kdaj se bova poročila in spet nazaj v avto in sem šel na tekmo. Tako da, a veš, ta ljubezen do tega kluba je vsem, a veš, je bila vedno prisotna, ampak pravim, nekako se niso poklopile stvari, da bi jaz užival še bolj v tem, veš, tako je pa na nek način, ampak spet se moram vrniti na to, kar si rekel za te navijače, pa to, veš, to so ljudje, ki vejo, kdo se daja, veš,
ko je dobro, ko ti daš gole, te imajo itak vsi radi. To, mislim, brez vede, to te na koncu tudi iz nasprotne ekipe reče oni, ta je dober, super je, a veš, te vsi hvalijo, ampak ko ti pa ne gre, a veš, tukaj so bili pa, ne vem, v Dragonsi vedno z mano in a veš, so me vedno podpirali, oziroma ne samo Dragonsi, tudi določeni ljudje, pa tudi danes, rečemo, a veš, ne vem, a je to, zato ker enkrat, ko končaš, oziroma ko nisi unta prav, oziroma ko nisi igralec, a veš, lažje folk prije do tebe. Pa ne, da smo mi zvezde, daleč od tega, a veš, se sploh nimam za to, ampak tako, lepo mi je, ko kdo pristopi, pa reče, Džerma, a veš, se te spomnim iz Olimpije, to, čeprav, kot sem že prej rekel, nisem neki preveč dal temu klubu, razen tistega, kar je največje, to je moje zdravje, ampak, a veš, pač. Mislim, da je to največ, kar pa lahko daš. je, ampak, a veš, na koncev se vemo, kakšni smo ljudje, to noben ne gleda, veš, oziroma noben, zelo malo število ljudi gleda na to. Jaz pa ne bi tako rekel, jaz pa mislim, da ljudje začutijo, če vidijo, da boš dal svojo energijo in da boš imel željo in da se boš boril, bojo to ljudje občutili. Zato sem pa rekel, da sem imel pri tebi zmeraj občutek, da čeprav si imel toliko težav, pa si imel poškodbe, pa si bil odsoten, je še zmeraj folk stal za tabo. Ja, res je. Mislim, se pravim, zato pa pravim, mislim, istega mnenja sem v tem smislu, da oni ta pravi čutijo, to sem bolj hotel reči. Tako da. Kaj pa zdaj se bo še malo dotaknila tako v tujini, kakšnih zadev, kakšnih zgodb, kaj bi rekel, kje bi izpostavil v tujini, ok, to sva že rekla, Litva, ne? Bolgarija. Litex. Litex, sem rekel Litva, ja. Ampak potem po Olimpiji si ti imel še kar eno tako dobro turnejo, ne? Po Evropi, ne? Ja, res je. Kaj ti je tako najbolj ostalo spominu, a veš, iz tega obdobja? Mislim, ena takih zgodb je tudi ta željo. Recimo, jaz, ko sem pač dobil ponudbo železničarja, sem takoj razmišljal o navijačih. Ne, to mi je bilo top, ker vem, ker prijem tja, da bo to pokal po šivih in da je to nekaj, kar pač vsak nogometaš ima to neko željo, da tam zabijaš gole, kjer je nekdo nor na fuzbal. In v bistvu je to bila neka moja mogoče najslabša poteza, ne vem, ta železničar. Jaz sem celo tam začel 2 tekme in 2 gola sem dal, kjer sem, ne vem, na zadnji tekmi, kjer so mi dali sploh priložnost, da igram, je bilo to zato, ker je drug klub, to je pa moj prvi klub, profesionalni, ker so iz istega mesta, so me dali, da igram. V bistvu je bilo ful slabo igrišče in so verjetno hoteli tako, Džerma, ti odigraj zelo slabo tekmo, da ti lahko rečemo pol, da greš iz kluba, rečemo. Tak občutek sem jaz imel. In kaj se zgodi? Oni, če zgubijo, izpadejo iz lige, veš, in itak, nek center šut, žoga, mislim, visoka žoga, jaz zabijem z glavo 1-0. Jaz sem pač vzel dres tako, res, ne zato, ker pač sem neki bil jezen, ampak tako, žal mi je po eni strani, to je klub, kjer mi je dal priložnost sploh, da se pokažem, čeprav v tem klubu pol leta nisem dobil nobene plače, po drugi strani nisem niti mal hotel nekoga užaliti, niti sem pač gledal na to, zdaj so mi te dali to tekmo. Tako pač, res mi je bilo nek skup emocij, da bi pa šel drug dan ven iz avta, ne vem, smo imeli neko regeneracijo, prijem so mi razbili avto. Zdaj so lahko 2 zgodbice, ali so to naredili te, ki sem pač jim dal gol, ali so pa to naredili te, ki so bili užaljeni, ker nisem hotel veseliti tega gola, v smislu, ker so mislili, da sem bolj pripadnik temu klubu. Na koncu koncev je pač, ne vem, se pravim, neke emocije vsega skupaj so me zajele in to je bil tudi razlog. In ne vem, take zgodbe, recimo v tem železničarju sem imel veliko. Enkrat smo imeli tudi probleme s temi plačami, podobno tako kot z Izetom.
In ne vem, mi smo imeli čist neko drugo zgodbo predstavljeno, kako bomo delali ekipo za naslednje pol leta in so nam zadnje 2 plače vzeli po pol plače, ker sem jaz rekel našemu kapetanu, da mi da pač bančni račun kluba, da jim jaz nakažem še to drugo polovico, ker jaz se to nisem zmenil. In pol veš, kako je to. Dej, kao, umer se, da ne bo problemov, to sem rekel, ajde, okej. Pol smo imeli neke sestanke, kjer noben ni hotel sploh iti gor, ker smo imeli vsi igralci posamezno sestanke in sem jaz rekel, ma grem jaz prvi, grem gor. To je bilo, ne vem, 10 ljudi tam, od odvetnika do unga, ki je pisal, kaj bom rekel, do direktorja, ne vem, zdaj, da ne naštevam vseh skupaj. In je bilo prvo vprašanje, ne vem, da mi je rekel, pač mi je predstavil spet, kako je željo velik klub, kako oni se imajo radi, kako bi oni vse naredili en za drugega. A v bistvu so to samo navijači, ki imajo res radi klubi in res kapa dol, res so zaljubljeni v ta klub, ne vem, lahko bi rekel, da bi lahko mogoče dal prej klub, mislim na prvo mesto klub, kakor družino, toliko imajo radi. Ampak klub pa oziroma vodstvo ni bil tak in oni so meni predstavljali, kako se imamo mi radi, kako mi moramo držati, tako so mi predstavljali to zgodbo, v bistvu, da bi mi postavilo vprašanje, da če bi se odločili za zmanjšanje pogodbe, če bi jaz pristal. In sem rekel, odgovoril vam bom na vprašanje, bi lahko sam predtem jaz vam postavil eno. Ja, čist navdušen, ja, kar povej, Džerma. Sem rekel, poslušajte, pa to ni bilo res, jaz sem si v tem trenutku na hitrco zmislil zgodbo, sem rekel, glej, jaz imam doma neke težave iz finančnega vidika, zato bi prosil, glede na to, da se imamo mi radi, da smo mi klub, da smo eno, da smo vsi skupaj, sem rekel, a bi lahko vi kot klub meni posodili 100,000 evrov, pa bom videl, glej, verjetno vam ne bom vrnil, ampak glede na to, da se imamo toliko radi, ni niti potrebe, da bi vam jaz to vrnil. In on tako, ja, sem to, veš, to ni isto, sem rekel, a imate vi 100 jurjev, da bi meni posodili ali nimate, sam to me zanima, prav ne, sem rekel, ja, verjetno pol ste dobili odgovor na moje vprašanje, jaz tudi pač ne moram zmanjšati pogodbe, ker pač smo vsi, moja družina je odvisna od tega, tako da sem vam že dal odgovor in tako je itak, lahko greš ven, tako je drug dan, sem že skoraj bil, mislim, ne skoraj, sem bil sovražnik, ne? Tako, sem bil sovražnik, sem bil na izhodnih vratih, ampak na koncev, to sem hotel reči, ne glede na to mojo turbulentno kariero, nisem imel nobenih konfliktov, sem vedno povedal to, kar sem si pač mislil, tudi če so bile posledice, veš, ampak nisem pa imel nobenih konfliktov, tako da tudi z njimi sem se v smislu na koncu razšel čisto normalno, ampak sem pač rekel to, kar sem imel na duši, oziroma sem se odločil tako, kakor sem jaz mislil. A si ti takrat, ko si bil temu železničarju, si se kdaj z Džafotom srečal? Džafo je prišel takoj za mano, se mi zdi. Za tabo? Ja, zdaj ne vem, je bilo še pol leta vmes, ampak ne, nisem se srečal. Aha, niste se. Zato, ker to je velik derbi dol, ne? Ja. Pa itak bi mu dal gol, tako da bi ta derbi pol čist padal v vodo, ampak okej, ajde. Kaj pa tako še kje druge v tujini, ki bi tako kaj izpostavil, da je bilo posebej ali pa zelo drugače od mogoče nekih običajnih nogometnih držav, zato ker ti si bil še v Kazahstanu, pa Estonija. Oman, ja. Točno. To so take, mislim, ne bom rekel eksotične, Estonija ni eksotična, ampak Oman je že mogoče nekaj tazga, ki ne gre glih vsak, ne? Ja, res je. Tam imaš zelo zanimivo zgodbo, ko ste igrali neke azijske pokale, ne, kvalifikacije in ste šli v Palestino. Tako je, ja. Mislim, ja. Kako to zgleda, ko greš tja? Mislim, se takrat ni bilo to tako kaotično, kot je zdaj, ne, pa ko so take, ki je to toliko eskaliralo, ampak še zmer, to je nemerno območje, tam so zmeraj bile težave, da mi malo povej, kako to tam zgleda. Ja, res je, ja, mislim, takrat je bil ta žreb in smo dobili eno palestinsko ekipo, iskreno ne vem niti imena in vem, da je že takrat je bilo govora, bomo sploh igrali to tekmo tam, ali bojo pa oni prišli nekam, pa bomo tekmo odigrali na enem drugem igrišču. Se pa spomnim, ja, bilo je že na sami meji je bilo to, ne vem, smo bili par ur tam,
pa pol iz enega busa na drug, tako da je to bilo kar tako pestro, ampak že v glavi, ki imaš, oni so nas opozarjali v smislu, ne da je to hudo, ampak da se nekaj dogaja. In veš, da ti ni vsem. Tako da mislim, bili smo v enem dobremu hotelu, kjer nismo imeli nekih težav in res ni to v smislu pokal glih tam, kjer smo mi bili, ampak so rekli, da je blizu, kar ti spet ni vsem. Sam razmišljaš, ne vem, celo noč sem razmišljal, ali pa ne vem, da zdaj bo neki počel, zdaj oni vejo, da smo tukaj, ali pa karkoli, ne vem. Se pa spomnim, ne vem, že po ulicah, ko smo hodili, to kar, ne vem, na sredo ulice nekaj gori, ne vem, pol ni semaforja, to kar gre, vsako, kar ne vem, folk sedi na tleh, ne vem, tako, imam tudi, ne vem, v telefonu ene par posnetkov, tako, res je nekaj drugega, glede na to, na kar smo mi navajeni, v bistvu, kako je pri nas lepo, tako da je to res spet neka izkušnja v tej moji taki karieri, kjer spet ne bi opisoval v smislu za uspehi golov ali pa zmag ali pa trofejev, ampak veš, človek vidi na koncev zaradi te moje poti tudi neke druge stvari v življenju, kar verjetno se jaz sam ali pa zdaj, ko imam družino, se sigurno ne bom odločil, pa bom šel, da gremo malo na dopust pogledati. A te je bilo takrat kaj strah le v Palestini? Mislim, to je zmeraj tako riskantno območje. Pa je, sigurno, da je. Mislim, vse pravim, že to razmišljanje, tudi mislim, se ti ni nič zgodil, oziroma se nič, kaj tazga ni zgodil, da bi rekel, da sploh lahko pomisliš, da ti bo kaj hudega, ampak, veš, niti vsem. Potem smo prišli tudi na stadion, veš, razmišljaš, kaj je svem, kaj bo tam zdaj, veš, a bo je to navijači, a bo je to pokal kaj, ali, veš, tako da, a boš zmagal tam, pa te bo nekdo čakal, pa ne boš sploh šel iz države, ali pa ne vem. Vem, da smo imeli pol tudi izlet po tekmi v Jeruzalem in smo bili tam in so nas pustili in so rekli, se dobimo tam v eni restauraciji in so tako malo na hitro opisali. So bila takrat jaz pa ta Rok Jelzner, ker je bil tudi moj soigralec in so šla malo pogledati, ker se pravim, kdaj bom šel, veš, zdaj imam priložnost, greva izkoristiti, so naredila tam krogi, itak se tako izgubiš v sekundi, dve, si izgubil vse one. In mi smo se pa zmerali v neki določeni uri v tej restauraciji, itak je na koncu nismo niti najdali. Smo začeli klicati, nisi mogel nobenega niti dobiti. Slučajno se je poklopil, da sta ta dva najina trenerja šla mem in smo se pol ujeli in tako da bi hiter po mojem tudi ostal tam. Ker ne vem, če bi nas, ker te ljudje iz Omana so taki, če bi lahko porabil tako eno slengovsko besedo, lagani, oni bi nas po mojem pustili, pa bi rekli, saj nismo niti, sorry, pač. Tako da smo imeli res srečo, pol je on rekel, kao, vi ste tam, dobro, vse se bomo vrnili, ker so že šli v to, mislim, restauracijo, ker mi smo res, to je en velik krog smo naredili in so oni pol že šli z busom, prav, vse se bomo vrnili. Tako da verjetno, če ne bi srečali une, se ne bi vrnili. Ja, tako da je bilo malo strahu, že pravim, po tekmi, pred tekmo itak, ampak dobro, pol, ko se vse lepo konča, je nek lep spomin, kakršen koli je. Kaj je bilo pa najtežje se navaditi, veš, v Omanu? Kaj je tisto, to je pač toliko drugače, mislim, in kultura, vreme je drugačen, vse je tam. Pa edino, kar je, ful je bilo vroče v smislu, kar meni predstavlja nekega, mislim, problema, je pa res, da oni kar malo zamenjajo to noč pa dan, v bistvu. Oni so kar po noči dost vzuni in rečemo, grejo ful pozno spat. Jaz sem pa navajen, da zjutraj lepo kavico spijem, še posebej, če se da v kakšnem lokalu in pol se ti zbudiš in si primoran, da počakaš tam vsaj po 12 uri, da se oni še malo zbudijo, da ti sploh kdo odpre, kje da lahko kakšno kavico spiješ. Tako da take življenjske v bistvu navade, zdaj kakšnih posebnosti ni bilo v smislu, razen ko je bil Ramazan, je bilo res vse zaprt do zvečer
in to je bilo kar težko, ampak je to bilo neko obdobje res kratko. Ni bilo nobenega, se pravim, pa so oni zvečer so malo podaljšali, mi smo bili pa že gotovi, ker smo komi čakali, da se dan konča, da gremo sam spat. Veš. Pa tudi, ne vem, kar se tiče tekama, v bistvu so pelali nam na enem vozičku hrano pokrito, da ne bi kdo videl, so nam skrivali po sobah, da smo lahko normalno jedli. Vam tujcem. Tako da to so bile mogoče najtežje stvari, po drugi strani pa to je za konc karijere bil en dober plačan dopust, kjer sem jaz užival, mislim, prišla je tudi moja družina, tako da je bilo čisto okej. Več imam boljših, lepših zgodb iz Omana, kakor pa da bi rekel, da je nekaj bilo slabega ful. Tako da, ja. Tekom tvoje karijere bi lahko izpostavil enega igralca, ki ti je največ dal? Dobro vprašanje. Pa spet moram sebe povezati v smislu tako, kot če bi to vprašanje ti nekomu drugemu postavil, kakor sem se jaz dajal, mislim, da ni bilo nobenega, tako da bi meni to dal. Jih je bilo pa veliko takih, ne vem, od katerih sem jaz nekaj se naučil, oziroma tako sem ne vem, videl tudi izven nogometa, kako moraš oziroma kaj bi lahko naredil boljš. Tako da takih je bilo veliko, zdaj pa, da bi bil en tak, ki bi ga res izpostavil, da mi je res pomagal in rečem, res je naredil neki top za mene, kar si pač lahko zapomnim, ga ni, ampak spet ne govorim v smislu prijateljstva, govorijo o nekih nogometnih nasvetih oziroma takih stvareh. Je težko izpostavil enega. Jih je preveč, ne? Res je, ampak se pravim, podelček, tako, ne da je toliko vplival name. Zato sem ti zastavil, zato ker boš zdaj se pa soočil s tistim, kar se vsak gost najbolj boji tukaj. Skriti zmaj. Jaz se bom potrudil, čeprav sem ti rekel že na začetku, da nisem nek poznavalec, ampak sem videl, da imaš ene 5 vprašanj, tako da, če ne uganem, daj mi enega jokerja 6, si izmislil nekaj, lihtok, da ne bom izpadel, da nimam pojma. 5 namigov, vse veš, si že videl, kako to gre. Prvi. Za Olimpijo ima 114 nastopov in nič zadetkov. Čakaj, moram pa enega povedati, ali ne? Če hočeš, saj probaš lahko. Zdaj boš pa zadevo prvo, veš. Rujke. Ne. Pri Olimpiji je bil aktiven 7 sezon, vmes pa je šel za pol leta na posojo v Grčijo k Ionikosu. Kasneje je bil član Mure in Slovana. Se sem ti rekel, da sem nepoznavalec. Daj, ti bom še prvega. 114 nastopov, nič zadetkov. Kam bi ga pol postavil na pozice? Ja, to mi je jasno zdaj, ja, ampak pol, ko sem rekel za Rujketa, sam sem se pol spomnil, da ima Rujke kar mene par golov, se mi zdi. Čakaj. Ne, najhujš mi je, če povem kaj, pa sploh ni bil. Meni zdaj gre v glavi ene 5 golmanov, tako Aha, Vidmar. A sem zadev? Ja. Aha, dobro. Ja, majster. Ne, zdaj sem se spomnil. Toliko te je skrbelo, zdaj pa ja, podrumo. Res je, točno to. Toliko me je skrbelo, bom zadev ali ne. Vidmar je bil tudi moj soigralec v teh mlajših kategorijah, tako da sem se pol spomnil, ki si rekel, mislim, bolj mi, veš, kdo me je rešil, Slovan. A Slovan te je rešil? Ja, iskreno. Zdaj, ko sem začel, ko sem rekel golman, sem imel ene par golmanov v glavi in tako da, uganil se. Ja, bom sam še ostale 3 prebral, ki jih še nisem. Mislim, ko so ostali.
Bil je v mladinskih selekcijah Olimpije, nato pa se je po bankrotu kluba leta 2005 preselil v letos bankrotirani klub. Domžale. Tako je. Yes. V Olimpijo se je vrnil leta 2016 in osvojil naslov in s tem se mu je izpolnila največja želja, saj je vedno govoril, da je velik navijač Zmajev. Bil je prvi vratar tedanje zasedbe Zmajev spomladanskega dela prvenstva. Ful dolg namig. Četrti in peti je vratar z rekordnimi minutami brez prejetega zadetka v naši ligi. Vse pravim, pol bi tako jel. Sam sem prehiter, mi je šlo tako, ker si rekel res, da ga poznam, čeprav Nejca, vse pravim, to je bila to obdobje, kjer smo igrali skupaj in jaz in Rujke in Nejc. Tako da nisem toliko povezan, kakor s temi svojimi, ampak glede na to, da si mi rekel, da ga bom sigurno zadev, sem mislil, da je eno od teh mojih. Aha, ja. Ampak pol, nisem niti razmišljal, ko si mi rekel o golih, tako da ja. Mi da se bo čas bližava koncu, ampak eno stvar bi se rad pa še dotaknil. Ne? Zato, ker zdaj, tako kot sem prej že na začetku omenil, zdaj si v nogometnem penzionu, kako je tako? Kako se počutiš? Pa dobro, jaz moram priznati, da sem kar vesel. Zakaj? Zato, ker je to čas, kjer mislim, sem začutil, da mora biti konc, zato ker sem nekako nogometno, emotivno izčrpan v smislu igranja. To in dosti jih mi reče, tako kot vidijo, še to moram omeniti, jaz veš, da ne rabam poštrat, kot nekateri tvoji gosti, ampak sem še zmer tako fit in sigurno bi lahko še malo igral, ampak že te zadnjih par let je bilo v bistvu samo zato, ker sem rabil nogomet, tako. Moja karijera pa se je itak že zdavnaj končala. Ampak na koncu sem skozi bil upleten, da še to pomagi, da še to in tako se je to tudi, mislim, iz tega razloga se je to podaljšalo. Tako da mislim, da je to ta prav čas, zato ker pravim, ne čutim tega na ta način, po drugi strani pa želim neko svoje znanje in ne vem, evo, te zgodbice v smislu ne sam dogodivščin, ampak rečemo, veš, koliko je bilo to trenerjev, koliko je bilo to igralcev. Tudi jaz, zdaj, ko kažem otrokom, mogoče jaz neko finto jim ne znam niti pokazati, znam jim pa dočarati to, kar sem videl nekje od nekih veliko boljših igralcev, oziroma kako je nekdo reagiral, ki je bil boljši nogometaš od mene. To pomeni, ne rabim biti jaz ta, ne vem, zdaj sem jaz imel dobro oziroma slabo kariero, kakor si kdo vzame in zato sem dober trener, ne, ampak hočem to svoje neko znanje prenesti na te igralce in iz tega razloga ne moš sedeti na dveh stolih in to me nekako bolj vleče, tam sem bolj motiviran zdaj, veliko več nekih teh projektov, teh trenerskih imam in to mi je zdaj nek čar tega, tako da super se počutam. Tako da nogometno tam sem zaključil, po drugi strani se začenja neka moja nogometna pot na drug način in upam, da bo ta bolj uspešna, kakor je bila ta prva, ampak brez nekih teh preprek. Ne bi rad zdaj potoval po celemu svetu, da bi se na koncu čez ene 20-30 let midva spet srečala pa naredila en podcast, pa bi ti jaz sam zgodbice govoril, ampak da bi dodal tudi tako kakšen nogometni uspeh po moji zaslugi. Glede na to, koliko imaš izkušenj, ne, bi lahko mladim igralcem veliko enih nasvetov dal in tudi s tem, kar se zdaj že ukvarjaš, pa se boš verjetno zdaj še toliko bolj s temi kampi, lahko v bistvu zapakiraš v eno tako dobro zgodbo, ne? Da predajaš svoje znanja in svoje izkušnje. Mislim, res je, to že zdaj delam, oziroma jaz se s tem ukvarjam zdaj že nekaj časa, tako da že zdaj pač delam na temu, ampak kako pravijo, človek se uči čez celo življenje, tako da tudi jaz se učim, tudi njih bom učil, dokler bom pač lahko, oziroma dokler bom imel to željo, ampak pravim, da je zdaj toliko velika, da zaradi tega se toliko več posvečam,
Tako da tudi na sebi delam v smislu nekega izobraževanja in bom imel več sigurno časa, da se posvetim temu. Pa knjigo naredi. To pa se pravim, ni samo odvisno od mene. Zato, da se bo pol naslednjič še bolj pogovarjalo o zgodbah, ker danes si jih malo zadržal. Ja. Jih boš pol v knjigi izdal. Se pravim, če že težim k temu, da naredim oziroma da napišemo to knjigo, bi bilo malo preveč, da bi kar zdaj vsako zgodbo povedal, ker pol bralci ne bojo imeli razloga, da jo kupijo oziroma da jo preberejo. Zadnje dejanje, vprašanje Arisa zate. Misliš, da si že dosegel maksimum v svoji karieri? Zakaj ja, oziroma zakaj ne? Če sem dosegel maksimum svoje kariere, pa če ne, zakaj ne? Mislim, ja, če si ga, zakaj ja? Ampak super je, zato ker ni povedal, kot nogometaš ali kot trener. To je res. Tako da nisem ga dosegel, ker ga bom dosegel. Je pa res, da se vprašanje navezuje verjetno na nogomet, tako da mu lahko odgovorim, da nisem dosegel, ker bom šele dosegel, ker se vidim sigurno nekje, da bom pač nek uspešen trener. Ker če nič drugega imam to neko žilico vodenja, kar je danes ful pomembno, po drugi strani pa itak ne moreš biti v temu sam in zdaj ali bom jaz nekomu pomočnik ali bo nekdo meni, si bom zbral take ljudi, da lahko naredimo neko uspešno zgodbo, tako da nisem dosegel maksimuma, ga bom pa še. Jaz ti želim veliko sreče pri temu, jaz verjamem, da ti bo ratal. Hvala, ker si bil moj gost. Je mogoče še kakšna stvar, ki bi jo rad, kakšno zaključno misel, če imaš? Pa iskreno, mogoče edin tem mladim nogometašem, da treba ustrajati, karkoli se ti zgodi, ker v smislu, še posebej danes imajo fantje to priložnost, da lahko z nekim treniranjem dosežejo več, kot je bilo, rečemo, v naših časih. Če si pač bil slab, si bil na nek način tako izločen. Zdaj pa te slabi nogometaši, ne da jaz samo sebe forsiram, ker delam glih ta posel individualnih treningov, ampak ki danes ne trenira, je v nekem velikem zaostanku, tako da treba verjeti, treba trenirati in na koncu, kaj vsi rečemo, tisto pravilo se ti nekje vrne. Sigurno se ti vrne, tako da zdaj, če jaz pogledam, mogoče s tem mojim treniranjem se meni nekje ni vrnil, pa ne, da sem bil len, ampak pač, mogoče sem nekje delal nekaj narobe, da nisem pač dosegel tega vrha, ki sem si je želel. Tako da, hvala tudi tebi, upam, da bojo tudi naši gledalci zadovoljni in še enkrat ne moram iti brez tega, da ne dobim neko sporočilo danes na družbenih omrežjih, da mi bo nekdo pomagal, da napišem to knjigo. Hvala tebi še enkrat. Jaz sem še vprašanje za gledalce, preberem. Proti kateri ekipi je Džerma dosegel hat-trick na debiju? To sva omenila. Ja, upam. Če so dobro poslušali, bolj ne bo težko. Hvala ti. Hvala tebi.